Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Počasi se končuje drugi teden akcije Ostani doma in bodi teniško aktiven. Najbolj aktiven je seveda še naprej naš trener Robi Cokan, ki je tudi danes za vas pripravil posebne teniške vaje. Danes pa bomo izvedeli, kako se na začetek sezone, nihče ne ve, kdaj se bo ta začela, pripravlja naš tenisač Blaž Kavčič. Ladies and gentlemen, to the right of the chair, on the other side of the net, from Ljubljana, Slovenija, Blaž Kavčič. Blaž, kaj praviš? Bova s tem pozivom malce napolnila najin teniški štadion za najin pogovor? Ja, jaz upam, da bova. En lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Kako sem ti bil všeč v tej vlogi sodnika na stolu? Si takoj pogledal, kje imaš lopar, pa želel steči proti servisu? Ja, mislim, sigurno bi to z veseljem naredil, ampak če sva čisto odkrita, bi te jaz bolj uporabil za sokomentatorja oziroma za komentatorja moje tekme, ker mislim, da bi bil odličen. Hvala lepa. Si morda opazil, kako se je naš vljudnostni pogovor na začetku zdaj spremenil? Včasih smo govorili o vremenu, zdaj pa najprej govorimo o tej katastrofi, pa potem drugega tolažimo na osebni ravni. Ja, mislim, da je to kar ena velika budnica za vse nas. Čez noč kar naenkrat tenis več ni pomembna stvar. V bistvu za vsakega zdaj neki, za mene pač tenis ima drugače zelo velik pomen in zdaj čez noč se je to čisto drastično spremenilo. Pomembno je samo še pač zdravje, se pravi sebe in svojih bližnjih. In ja, večinoma se vsi samo o tem veri se pogovarjamo in o rešitvah in tako naprej. Blaž, na mojem vidku piše Dream Big. Ne vem, če vidiš, obrnjena slika in to je prvo vprašanje za vse naše goste. Nam zaupaš svoje sanje pred 20 leti in zdaj? Ja, mislim, zdaj čiste otroške sanje, tako kot vsak verjeten, ker ne ve še točno, zakaj se gre, seveda sem sanjal, da bi zmagal enkrat Wimbledona. To so nekako, se mi zdi, sanje vsakega pač mladega igralca, ki gleda po televiziji. Wimbledon je nekako tisti največji turnir, največ šteje, in to so bile tiste začetki in tiste glavne moje sanje. Seveda, ko sem začel malo bolj odraščati, igrati tenis malo bolj na profesionalni ravni, sem videl, da je to pač zelo težko dosegljivo, in sem se mogel zadati neke nove cilje. In takrat seveda za vsakega profesionalnega igralca, vrhunskega, je nekako cilj ta, da bi prišel enkrat med top 100 na svetu oziroma da bi se tam čim dlje zadržal. Nekako to je tista meja, kjer nekako loči res tistega pravega profesionalca, ki lahko od tega res dobro živi, do drugih igralcev, ki so tudi profesionalci, ampak se pač bolj borijo za preživetje, tako nekako bi lahko temu rekli. Ja, ti si prvi Slovenec, ki je prišel med prvo stoterico. Se spomniš, kdaj je bilo, na katero mesto si prišel? Ja, spomnim se, ja. Takrat mislim, da sem bil v Južni Ameriki z mojim takratnim trenerjem Davidom Lenarjem. In mislim, da je bilo celo tako, da sem igral tekmo, mislim, da drugega kola enega challengerja in da vedel se je, da če bom tisto tekmo zmagal, da bom prišel v četrtfinale in bom imel zadosti točk, da bom prišel potem med tistih prvih 100. In na srečo mi je tisto tekmo uspel zmagati in to je bil takrat res za mene osebno res velika prelomnica, velik dosežek in se mi zdi, da je tudi potem mogoče to dal tistim ostalim, ki so bili za mano oziroma ki so trenirali z mano dodatno samozavest, da so tudi oni potem lahko lažje naredili ta korak. Kaj pa datum? Se spomniš, saj leta morda? To pa ne vem. Mislim, da sem bil star 22 let. Mislim, da to imam nekako v glavi, zdaj da ne bom se zmotil, ampak mislim, da je bilo to pri 22 letih. Ja. 22. marec 2010. 2010, se pravi, to je bilo 10 let nazaj. Ja, mogoče sem bil star 23 pol, ja. Ja, glih sem dopolnil 23 let, 5. marca sem imel rojsten dan, evo. Nisem se za veliko zmotil. Vse najboljše, en mesec kasneje. Ja, hvala. Pa morda ti si že nekako ves čas vedel, kaj želiš, ne samo na igrišču, ampak tudi izven njega. Nekako je bila prva, ki je razmišljala tako Maja Matevžič, ki je imela takoj svojo spletno stran še v tistih časih, ko tega ni bilo, pa se dobro družila tudi z novinarji, dala informacije. Ti si potem to dvignil še na višji nivo, hitro si dobil sponzorje, pa čeprav takrat še nisi bil med najboljšimi. Spomnim se, da sem imel veliko teh novinarskih konferenc na Petrolu morda. Kako si ti razmišljal v tej smeri, da si tudi na svoji javni podobi delal? Kar je pomembno zdaj za teniške igralce. Ja, če se ne motim, v bistvu do tistega trenutka, ki nisem prišel med 100,
nisem imel zdaj nekih večjih sponzorjev, te, ki sem imel potem kasneje tudi v svoji karieri. Takrat so bili v bistvu to bolj neki, bi lahko rekel, ljudje, ker so imeli radi tenis in so me v bistvu podpirali bolj zato, ker sem jim bil jaz všeč, ne zato, da bi nekaj od mene imel oziroma da bi jim jaz lahko karkoli nazaj nudil. Seveda, pol, ko sem prišel enkrat med 100 in to je bilo v Sloveniji takrat kar velik boom, ker mi je to uspelo prvemu, sem imel nekako dobro odskočno desko za te, se pravi za naprej, kar se tiče sponzorskih sredstev in to. Je pa res, da sem se takrat dobro odločil in sem v bistvu takrat svojega prijatelja Gašperja Pavlija, ki sva tudi skupaj trenirala pri Olimpiji, ko sem bil še mlajši, in je bil nekako on tudi tisti moj vzornik takrat. Nekako sva takrat pol začela to sodelovanje in on je bil res ta pravi mojster, kar se tega tiče in je res vse skupaj dvignil na višji nivo in brez njega mi te seveda stvari ne bi uspeli narediti. Je pa res, da je tukaj pomembno ogromno stvari, da moraš tudi ti sam kot igralec, zato ni tako, da pač tebi nekdo nekaj da in zdaj je to. Ti moraš znati pač tudi kot igralec to pač delati v ta pravi smeri in pomagati vsem ostalim, ki so v to vpleteni. In to podobno velja tudi za sam teniški napredek. Zakaj so najboljši, ne verjetno zaradi genetike ali česa podobnega, ampak zaradi navad in pa discipline. Ti si prototip tega razmišljanja. Ja, jaz se s tem absolutno strinjam. Disciplina je ena glavnih stvari in seveda pridnost in delavnost. Zdaj, je še polno tukaj drugih stvari zraven, ampak če so te glavne stvari, ki jih moraš imeti, imaš tiste neke ta prave predispozicije, da boš lahko naredil uspeh. In jaz še vedno mislim, da je večinoma vse od igralca odvisen, seveda, če ima neke normalne pogoje. Zdaj, brez trenerja se pač praktično ne da. Zdaj so zahteve za vse, za take vrhunske dosežke so skozi večje. Vidimo, kaj ti mladi igralci vse že imajo pri svojih 16-15 letih. In takrat, v bistvu, ko sem jaz gor rastel, jaz tega nisem imel. Jaz sem si lahko v bistvu tako ekipo prvoščil šele takrat, ko sem prišel enkrat med 100. In to je mogoče tista velika razlika, ki jo imajo mogoče te malo večje teniške države, ki imajo res močne v bistvu tudi teniške zveze, seveda velike turnirje in lahko veliko lažje v bistvu tudi igralcem pomagajo. Omenjaš to 100-terico, velikokrat si potem šel ven iz nje, pa prišel nazaj. Razlog so seveda poškodbe. Kako so te poškodbe morda pripomogle k tvojemu osebnemu napredku in posledično napredku tudi na igrišču? Kako gledaš na to? Ja, poškodbe sigurno niso dobra stvar. Jaz nažalost sem jih imel res zelo veliko in pa predvsem problem je bil, ker so bile zelo velike. Se pravi, vsaka moja poškodba me je vrgla, ne vem, teniškega sveta za 3 mesece, 4 mesece. To pomeni, da v bistvu, ko se ti enkrat vrneš, rabiš spet še 2 meseca, da ti prideš sploh na tisto raven, ki si prej bil. Plus tega, da takrat vsi igralci seveda v tem času dobro trenirajo in napredujejo. Tako da ti nekako takrat dvojno zgubljaš. Tako da za mene so bili to zelo težki časi. Sploh pri 2 težkih poškodbah, ki sem jih imel, sem v bistvu praktično mislil, da je to. Tiste začetne operacije, ki sem jih imel na stopalih, ko sem prišel po operaciji, sem bil zelo neroden, sem v bistvu parkrat kar padel na igrišču in to so bili zelo težki časi. Seveda se s časom pa na te poškodbe, tako kot na vse ostale stvari, tudi navadaš. In je pa res, da ti vsaka poškodba da nekaj in se iz nje nekaj naučiš, ampak če bi še enkrat šel to pot skozi, bi si želel, da jih ne bi bilo nič, tudi ene si ne bi želel. Kakšen pa je morda tvoj nasvet za tiste mlade teniške igralce, ko se spopadajo s poškodbami, kako čim bolje nekako prebroditi to obdobje? Ja, zdaj treba je vedeti, da tisti, ki mogoče imajo večjo željo ali pa ne vem, ki radi trenirajo, že v mladih letih trenirajo veliko. Jaz sem bil en izmed teh in jaz v bistvu dam zelo tak primer, dam recimo Formula 1. Zdaj, če imamo midva vsak svoj Formula 1 avto in jaz svoj avto skozi do konca pač vozim, kolikor se da, pa ti greš pa vsake, ne vem, 20 krogov v bokse, komu bo avto dal zdržal. Nekako to je tak primer, se pravi, jaz gledam predvsem na to, da bi takrat, če bi šel še enkrat to pot skozi, bi seveda imel, ne vem, tedensko vsaj 3 masaže, imel bi enega fizioterapeuta, ki bi vedel, kaj dela, da bi mi telo stalno nekako vračal nazaj v tisto ta pravo stanje, da mišice niso skozi zakrčene, da v bistvu s tem zmanjšaš riziko poškodbe. Ampak treba je vedeti, da takrat pač tako, kaj je bilo, zdaj za nazaj je brez veze, ampak sigurno če bi se še enkrat vrnil nazaj manj v tistih letih treniral, bi mogoče več drugih stvari zraven še počel, ki bi mi mogoče zdaj
pač več koristile, pa verjetno bi bilo telo malo manj, tako rečem, lahko izmučen kot karijera. Ne. Če bi šel nazaj, ker ravno govoriva o tem, kaj bi spremenil morda pri svoji igri. Včeraj smo videli Tonija Nadala, ko je razlagal na spletni strani Teniški svet o Rafaelu in je dejal, Rafael je že od majhnega igral te spine. In ker je zmagoval s temi spini v majhni mladih konkurencah, je potem želel tako zmagovati tudi potem v članski konkurenci in na tem gradil igro. Tudi si svojim načinom igre, tistim obrambnim načinom igre in pa svojo borbenostjo zmagoval v teh mlajših kategorijah, si potem ostal pri tej igri, bi morda bilo kaj drugače, če bi poskušal še bolj napadalno igrati. Kako gledaš na to? Se moti morda? Komentiraj malce. Ne, zelo lepo si, mislim, vse opisal. Bil sem zmeri nekako tisto obramben igralca. V začetku moje kariere je bilo to predvsem zaradi tega, ker sem imel zelo slab servis. In moja igra je temeljila res na zadnji črti in če ti slabo serviraš, nasprotnik dobro servira, nekako je logično, da si skozi pod nekim pritiskom. In jaz sem razvil v bistvu nekako tisto igro, s katero sem bil takrat najbolj uspešen. Seveda sem si skozi vso svojo kariero in na tem sem tudi največ želel igrati bolj agresivno. Ampak, ko imaš ti nek svoj stil, je zelo težko to spremeniti za 100%. In sigurno zdaj, če bi pogledam zdaj posnetke ali pa takrat, ko sem bil top 100, igram zdaj veliko bolj agresivno in tudi veliko boljše. Je pa res, da je pač fizično stanje zdaj veliko slabše, kot je bilo takrat. Tako da eno gre z drugim. In mislim, da vsi igravci, če pogledava katerega igralca med 100, zdajle midva bova najdla pa vsakmu napake. In vsi te igravci tudi vejo, kakšne napake imajo in na teh napakih delajo. Gre se samo za to, kdo je v bistvu bolj sposoben oziroma kdo je pripravljen na večje mogoče spremembe in to narediti. Jaz sem si želel teh sprememb in sem vse za to naredil, ampak enostavno tistega, nekega velikega koraka naprej v tej smeri ni bilo. Je pa res, da gre tenis tudi naprej in da jaz v bistvu nekako, sem zadržal nekako zelo solidne, dobre rezultate, je pomenilo, da igram bolj agresivno, da sem nekako napredoval. Ni bilo pa zdaj tistega ekstremnega koraka, da bi lahko naredil še korak naprej. Če se vrnemo nazaj znova v preteklost, Blaž Kavčič, ko je bil star 14 let, takrat mislim, da si igral proti Djokoviču pa Murrayju. Kako je zdaj s to zgodbo? Je to res? Kje sta ona dva potem napredovala? Kje si ti morda malce zaostal za njima? Morda lahko opišeš ta prehod 14, 15, 16, 17 pa potem proti članski konkurenci. Ja, mislim, zdaj zelo zanimiva zgodba. Jaz sem igral z Djokovičem enkrat takrat do 14 let na enem zelo velikem turnirju takrat, ki je bil in sem ga slučajno tisti dan pač premagal, 7-5 tretji set. Jaz se spomnim zelo dobro še en dan pred tekmo, to je bilo veliko Srbov, veliko Slovencev, Hrvatov, mi smo se vsi med sabo družili, in vsi so se ga bali, vsi so govorili, da bude najbolje na svetu. Jaz sem rekel, pa kaj bo, jaz ga nisem poznal, nisem vedel, kdo je, in sem bil zelo tako, kar se tega tiče, zelo tako sproščen, in sem res dobro odigral tekmo, on je verjetno odigral malo slabše, in sem tisto tekmo zmagal. Zdaj, pa zanimivo je pa, da sva igrala čez en mesec ponovno, in da je bilo, mislim, da 6-0 za njega. Tako da zdaj, kaj je on v bistvu naredil v tem času, ne vem. Je pa res, da se je že takrat videl, da je on ekstremno talentiran, da ima nekaj več kot drugi. Govorili se je tudi takrat po turnirjih, da oče zavrača takrat milijonske pogodbe že, tako da on je po tistem letu res napredoval izjemno in mislim, da je šlo naslednji let potem oziroma čez 2 leti že zmagal prvi Challenger, tako da to njegova pot je bila čisto drugačna, ampak treba je vedeti, da to je mogoče 1-2 na svetu v 10 letih, da imata tako pot, ki je imel ona. Zdaj, če bi vsi gledali preko njega, smo vsi slabi igralci, pa bi v bistvu mogli vsi že takrat tenis nekati igrati. Pač ni tako, so neki pač ekstremni talenti, ki bojo prišli, ampak važno je, da tisti mladi igralci, tudi če nimajo dobrih rezultatov, da vztrajajo, da se trudijo na treningih, da izboljšujejo samega sebe vsak dan in to bo tisto, ki bo naredil rezultate in pripeljal do boljših rezultatov. Ja, zelo lepo si to povedal, pa omenil si tudi vsak dan. Kakšen pa je tvoj vsak dan trenutno? Naj povem, da to ni Facebook live pogovor, to je naprej posneto, glede na to, da smo znova imeli nekaj težav ob poskušanju priključitve iz Zooma na Facebook, tako da so se Blaž posnela. Tole je drugič, kaj ne? Prej so imela obiskovalko. Ja, res je. Povzija, kakšen je tvoj vsak dan?
Ja, v bistvu je zdaj dan je čisto drugačen. Naenkrat, ko je ta virus naenkrat res nas spravil v to karanteno, se je v bistvu nekak dan športnika se čisto spremeni. Naenkrat imaš en kup enega časa, ki ga prej nisi imel, in potrebno je nekako zapolniti ta dan. Tako da sigurno veliko več časa preživim s svojo hčerkico, to je sigurno pozitivna stvar, svojo družino, se pravi s svojimi bližnjimi. Kar se tiče pa treningov, pa v bistvu je zdaj zelo dobra priložnost, da se veliko naredi na kondicijski pripravi. Vsi vemo, da se bo sezona zdaj trenutno, kakor kaže, začela šele 13. julija, to je včeraj v bistvu ATP sporočil. Tako da do takrat je še kar dosti časa in prvič v bistvu v svoji karieri imam 3 mesece časa, da se lahko fizično res dobro pripravim. In to je v bistvu tisti moj glavni cilj, tako da naredil bom vse v tej smeri, da bom se dobro fizično pripravil in tudi to lahko ostali igralci seveda ne pozabijo, da ne glede na to, da se bo sezona začela veliko kasneje ali pa mlajši tudi, treba je pridno trenirati, ostajati v tisti pravi kondiciji, zato ker ko se bojo tekme spet začele, se bo videl, kdo je za zaprtimi vrati trdo delal. Ja, kljub temu, da nisva v živo, pa vseeno dobivamo vprašanja, ker pričakujejo zdaj, da sva v živo. In Zalo Bizjak zanima, pri katerih letih si se odločil, da boš postal profi, kdaj si začel razmišljati o tem, da je pač šlo to in je bil odločen, da boš profesionalec. Ja, zdaj seveda, tako kot sem rekel, sanje so bile velike in že ne vem, pri 6-7 letih sem govoril, da bom zmagal Wimbledon in gledal, ne vem, Pita Samprasa na televiziji z loparjem mahal, delal tiste gibe po zmagi, tako da že takrat nekako sem vedel, da bom, Zdaj, takrat je bilo to še vse bolj iluzija, ampak zmeri nekako je bilo v meni tisti velik cilj teh pol kasneje tistih top 100 in lahko bi rekel, že tam pri 8-9 letih sem bil čist prepričan, da je to in sem praktično celo življenje potem po svetu pil. Se zdaj vrniva nazaj v tvojo dnevno sobo, imaš kar veliko dela tudi na drugih področjih, si morda dobil kakšen nov hobi, si se spomnil kaj novega? Ja, mislim, od zadaj imamo veliko enih otroških igrač, tako da ratam pravi specialist, ki se teh igrač tiče. Tudi vse risanke v bistvu že te pesmice in to znam zelo dobro na pamet, tako da to tudi zdaj včasih na kondicijskem treningu si začnem kar te pesmice piti. Tako da drugače pa od zadaj so tudi uteži, ki se jih mislim, da ne vidi, pa elastike pa to. In tale dnevna soba se zdaj dnevno uporablja za praktično za čisto vse. Od fitnesa do igralnih, do raztegovalnih podlog je noter, do žog, do medicink. Tako da, ja, pestro je. Ne vidim pa nikjer hladilnika, kako je s prehrano, kako ohranjaš to disciplino, da ga ne odpiraš preveč? Ja, sigurno je zdaj malo več časa tudi za jesti, ampak na srečo pri meni je tako, da takrat, ko ne treniram veliko, nisem toliko lačen in nimam take potrebe po hrani. Tako da računam na to, da v bistvu, ko se bo sezona začela, da bom imel kakšno kilo manj, ker mi bo to v bistvu pomagalo, da bom na igrišču hitrejši. Ni pa zdaj tako, da nekaj ekstremno pazim na prehrano zdaj. Sigurno so zdaj taki časi, da si lahko damo mogoče malo več duška, pojemo kakšno sladkarijo več. Tako da upam, da niste preveč resni, kar se tega tiče. Dobro, imam še eno vprašanje. Žige, na katerem turnirju si najraje igral in na kateri podlagi, pa morda še tvoj največji uspeh v karieri isto Žiga? Ja, Australian Open je nekako tisti moj najbolj priljubljen turnir. Tam sem tudi naredil, bi lahko rekel, najboljše rezultate. Zdaj tistih nekih zmag večjih, ki sem jih imel, lahko bi izpostavil recimo zmago v Portorožu, na Challengerju doma. To je seveda tista posebna zmaga, ker igraš pred domačim občinstvom. In v bistvu sem takrat v finalu tudi premagal Gilles Millerja, ki je bil takrat zelo dober igralec in je v bistvu tudi potem naredil zelo dobre rezultate, premagal tudi Nadala v Wimbledonu. Zmaga recimo v Ljubljani na Challengerju, spet domača zmaga, zelo pomembna. Kar se tiče pa tako zvenečih imen, pa mogoče Leighton Hewitt, ko sem odraščal gor, on je imel nekako približen tak stil igre, kot jaz, je bil tudi en izmed mojih vzornikov, zelo je bil tak borben na igrišču in proti njemu igrati mi je bilo zelo posebnega in ko sem ga premagal, sem se zelo dobro počutil in tista zmaga mi bo zmeraj ostala v spominu. Dobro, počasi se približujeva koncu tega pogovora, pa morda
kaj želi Blaž Kavčič v teh časih sebi in drugim? Ja, jaz predvsem želim vsem zdravja, ne, predvsem pa, da boste poslušali, se pravi zdravnike, da ostanemo vsi doma, da stisnemo malo zdaj zobe, ker s tem v bistvu pomagamo ne samo sebi, ampak tudi seveda drugim. Če ostanemo doma, lahko rešimo kakšno življenje več. Vsi vemo, da imajo starejši velike probleme in za nas mogoče, če ni tak problem, ker smo fizično toliko dobro pripravljeni in mogoče ta virus ne bi imel takih velikih učinkov, ampak treba je vedeti, da moramo biti tukaj strpni do drugih in seveda pač zavarovati nekako druge. Tako da vse pozivam, da ostanejo doma in da se čim bolj izogibajo ljudi zdaj v tem času. Ponavadi je bilo to zadnje vprašanje, vendar pa prej je šel ravno mimo tovornjak, tako da nisem imel pravih misli v glavi, pa me zanima, veliko imaš zgodb, ki so res legendarne in zanimive, takšne, ki jih mnogi ne bodo nikoli doživeli, pa se morda ustavijo pri tisti zadnji, se spomniš, kako je bilo v Pakistanu, kaj ti bo najbolj ostalo v spominu, dolgo ste bili tam? Ja, mislim, lahko rečem, da je bil to sigurno najtežji oziroma najbolj grozen teden v mojem življenju, sigurno. Zaprti smo bili v hotelu, to je bila v bistvu prava karantena, no. Tako da mi, ko smo prišli domov, ko je ratala karantena, nam je bilo veliko bolj luštno. Mislim, da bi se s tem vsi igralci, ki smo bili tam, strinjali. Bili smo praktično samo v hotelu, dež je padel 6 dni, nismo uspeli narediti praktično nobenega treninga in potem je bil pravi šokit v bistvu igrati na travnato igrišče, brez treninga in ja, niso dobri občutki in nisem prav najbolj dobre volje, po pravici povem, da si me spomnil zdaj na to, tako da tole ti bom enkrat v prihodnje vrnil. Dobro, potem pa nehajva, dokler imam prednost. Hvala, Blaž, za tole tekmo, za ta dvoboj, pogovor seveda. Ja, hvala enako. Ne pozabite torej, majhni dnevni cilji, ki jih izvajamo redno, lahko pripeljajo do izjemnih rezultatov. Se vidimo v torek, upajmo, da v živo, ko se nam bo pridružila Kaja Juvan, njen trener Robi pa nam je za konec tedna že pripravil nove teniške vaje, tako da vam res ne bo dolg čas. Več informacij o projektu Ostani doma in bodi teniško aktiven pa na družbenih omrežjih in spletni strani Tenis Slovenije. Tam lahko več izveste tudi v nagradni igri. Pazite nase in se vidimo v torek.